kakšno je ustno zdravje slovenskih malčkov, kako ozaveščeni so starši pri skrbi za njihovo zdravje tudi na tem področju in kaj jim polagate na srce, kaj naj naredijo, da bodo malčki pridobili take navade, da bodo, kar se tiče zdravja zob, tudi potem, ko bodo zrasli, znali sami skrbeti za te stvari. Mogoče čist za uvod na prvi del vprašanja. Želeli bi si seveda, da bi imeli bolj celovite in bolj verodostojne podatke o tem, kakšno je ustno zdravje. Nekako bom rekel, zanesljivo je bistveno boljše, kot je bilo to pred desetletji. Zadovoljni pa tako ali tako nikoli ne smemo biti v celoti. O podatkih bi lahko v kakšnem mogoče bolj obsežnem pogovoru se kaj več pogovorili. Tisto, kar pa seveda je usmeritev stroke že dolgo časa, da je seveda ravno na ozaveščanju staršev treba narediti dovolj in pravzaprav vedno več. In tukaj lahko rečem, da smo vsaj v tem lahko kar ponosni, da je lepo zaživel sistem, bi rekel, že predporodne zobozdravstvene vzgoje v šolah za starše, kjer se poskuša starše pravzaprav že v času pričakovanja, predvsem takrat, ko gre za pričakovanje prvega otroka, seznaniti s čim več pomembnimi dejavniki, ki pripomorejo k ohranjanju ustnega zdravja. In seveda opozorila sežejo tako že na ta čas pred rojstvom, ker v tem času pravzaprav skrb za ustno zdravje staršev hkrati pomeni tudi že skrb za ustno zdravje otrok. Seveda je pa potem, ko je otrok rojen, treba pravzaprav od samega začetka ustvariti zobnemu zdravju prijazne navade, kamor zanesljivo sodi dobra ustna higiena, zanesljivo 2-krat na dan, z uporabo ustreznih količine zobne paste s fluoridi v ustrezni koncentraciji. Jasno, da ustrezen poudarek na zdravi prehrani, kjer je brez dvoma na prvem mestu vedno treba omeniti pomen dojenja, ki pravzaprav predstavlja idealno hrano in pijačo za otroka v tem prvem obdobju in hkrati tudi pravzaprav preprečuje vzpostavitev razvad, kot so pitje sladkih tekočin po steklenički, ki so nedvoumen dejavnik tveganja za karijes zgodnjega otroštva. Seveda se, bom rekel, vedno bolj v soglasju in skladju s pediatri poudarja pomen omejevanja vnosa prostih sladkorjev, tako v obliki hranil, kot še posebej v obliki pijač. In nekako vse skupaj ne pripelje samo do preprečevanja kariesa, ki je najpogostejša kronična bolezen otrok v svetovnem merilu, ampak tudi preprečevanja bolezni obzobnih tkiv in seveda tudi preprečevanja ali vsaj zmanjšanje tveganja za nastanek nepravilnosti v zobnih lokih, medčeljustnih odnosih, se pravi tisto, kar ljudje poznajo kot ortodontske anomalije. In seveda k vsemu temu, se pravi skrbi za higieno, prehrano in fluoride, se poskuša dodati čim bolj sistematično spremljanje ustnega zdravja z obdobnimi preventivnimi pregledi, ki naj bi seveda dodatno spodbudili to skrb, jo osredotočili na posameznega otroka in s tem tudi pravzaprav seglo preko te, kot se reče, primarne preventive tudi na sekundarno preventivo, ki pomeni zgodnje odkrivanje morebitnih bolezenskih sprememb, ki se jih da seveda, če so pravočasno odkrite in bom rekel, predvsem s pomočjo in s sodelovanjem staršev dejansko tudi zaustaviti in s tem preprečiti neko potrebo po kompleksnejšem zdravljenju.